Pozdravljeni, ponovno smo nazaj, vračamo se v naš programski del, v nekoliko spremenjen. Nismo zavezani času, da bi se mogli strogo programirano tega držati, pač pa delamo tako, kot čutimo, da je prav in tako je prav. Tako kot sem povedal že ob koncu prejšnje predstavitve, imamo sedaj nadaljevanje, praktično poglobljeno nadaljevanje strokovnjaka, ki ni tak človek, kakor naša vlada, ki bi samo govoril in komandiral, ampak zna tudi kaj narediti in je velik strokovnjak za te stvari, preživetje in preživljanje v naravi. Danes je že bilo izrečen stavek ali misel, kaj bi se zgodilo, seveda, če zmanjka elektrike, če ni vode, če ni ogrevanja, vse je pač nekako na to navezano, vsi smo na eni vrvici, tudi če položnice ne plačaš, ti vzamejo in je grozno. Vsak od nas se tega zaveda, ne bom razpredal o tem. Skratka, znanje in veščine bivanja in povezovanja z naravo še nikoli niso bila tako potrebna, kot je to danes, pa s tako oddaljenim pogledom, kot je to danes. Kajti naklepno so nas distancirali iz dežele v mesta, v kletke, kjer smo vsi privezani na verigo vode, na verigo interneta, na verigo elektrike, plina in drugih seveda stvari, potem pa na prodajne točke veletrgovcev, seveda, ki nam narekujejo, kaj bomo jedli, kako bomo jedli, vmes zastrupljajo stvari, berem vsak dan, kateri artikli so zastrupljeni, kaj najdejo v hrani, kaj odmikajo, včasih je to narejeno z lažjo, včasih kaj v resnici, ampak o tem, potom. Vračamo se k koreninam, ki smo jih Slovenci in naši predniki tako zelo častili in jih spoštovali. Oj, je bil včasih pozdrav, ki pomeni ostijarej, ostani zdrav. Je pozdrav in moto našega prostora. Dragi prijatelji, dragi člani in vsi tisti, ki se ne poznamo, narava je naš tempelj. Častimo ga, varujmo ga. Vse informacije, kako do tega priti in kako varovati in kako s tem rokovati, pa nam bo danes povedal današnji gost in član društva Miha Berčič. Dragi Miha, dobrodošel, pozdravljen, beseda je tvoja. Za vse tiste, ki prezentacije na Facebooku v živo ne bodo videli, boš skušal biti deskriptiven. Za naše člane tukaj in pa na Zoomu bomo pa to prezentacijo predvajali sproti. Beseda je tvoja, izvoli. Kar poženem. Poženem, evo, dragi člani, evo, poženem prezentacijo v živo. Jaz imam prezentacijo za oporno točko, nič tazga ni gor, kar v bistvu ne bom povedal, no, tudi bojo besede zelo deskriptivne. PowerPoint. Je že gor? A, že laufa? Ja. Ok, pa kar. Gremo na naslednjo. Na prvo stran. Okay, jaz na prvem slajdu se smečkam predstavim. Jaz sem že skozi povezan z naravo, predvsem z drevesi, na katere sem skozi plezal, gradil hišice na drevesu gor. Veliko časa sem preživel zunaj, ogromno sem bil na kolesu, ukvarjal se športom. Narava mi je bila eno tako pribežališče vsakeč, ki se je kaj burnega dogajalo. To sem pol razvijal še naprej, starša sta to opazila, najprej sta mi kupila eno knjigo, mislim, da je bilo preživljanje v naravi, taka debela, noter je v bistvu zbirka enih takih informacij, toplo priporočam za prvo knjigo za prebrati. Danes imate pa sicer YouTube, imate gor teh kanalov ogromno in načeloma kogarkoli boste odprli, ki ima vsaj 1 milijon ali pa 2 ogledov, boste dobili neke osnovne informacije ali pa saj neko idejo, neko iskrco v glavi, ki vas bo spodbudila, da začnete to raziskovati, pa kar je najbolj bistveno, trenirati oziroma izkušati te stvari v praksi.
Jaz sem bil leta 88 oziroma 87 upisan v taborniški rod Črnega mrava, za kar sem zelo hvaležen, oni so bili moja druga družina. 97. leta sem postal načelnik rodu, predtem sem bil tudi vodnik. 2003. leta sem diplomiral na Biotehniški fakulteti mikrobiologijo, sem znanstvenik po duši. Me blazno moti zdaj te stvari, ki nimajo veze z znanostjo. Ker pač znanost ni boki batina in to znanost tudi ta prava znanost to pove, ne. Pač mi nekaj proučujemo, ampak nikoli ne bomo vsega vedeli. In nič ni 100%, zato bomo rekel, kar pozabimo vse te medije. 2010 sem na pobudo ene skupine, v enem vrtcu, kjer sem bil pomočnik vzgojitelja, naredil tudi poletni tabor za družine. Prišlo je veliko otrok, veliko staršev, sem videl, kako to dobro vpliva. In sem se pa odločil, da odprem šolo preživetja, projekt Spirala na začetku, sem ga po 7 letih preimenoval oziroma rebrandal v Black Raven Solutions, ker sem s krokarji zelo povezan. Čez 2 leti, ko se je začela ta korona, sem naredil posloven del tega programa BTR Solutions oziroma Business Toughness, Adaptability and Resilience. Ne bom niti prevajal, no, ker si zadevo lahko pogledate na LinkedIn profilu mojemu, če vtipkate Miha Berčič. Gremo naprej. Moje poslovne izkušnje, tako da pač ljudje nekaj ne mislijo, da sem pač jaz sam nek tam naturščik, nek gozdni mož. 3 leta sem delal direktno prodajo, s strankami sem delal več kot 14 let. B2B oziroma podjetje posel sem delal 5 let, marketing 13 let, podjetnik sem 13 let, skupine pa ljudi pa vodim že več kot 25 let, četrt stoletja. Kar naprej. Tole v okviru Black Raven Solutions, baza je sicer v Sloveniji, ampak imam nekako programe po celem svetu, na Sumatri en mini hotelček, Villa Happy Monkey, tam lahko greste v džunglo. Vidite orangutane, preden jih čisto iztrebimo, vidite tudi, kako tam, kjer njih riba, je vse zradiran, džungla požgana, posajene palme za palmovo olje, vsakeč, ko kupite čokolado, ki ima not palmovo olje, vedite, da svojo denarnico to podpirate in temu se ne morete skriti. V Severni Kanadi sem dogovoren z Indijanci Mi'kmaq, nativnimi, eno od najbolj centralnih plemen, ki ga nekako vsi tam lokalno spoštujejo za Vision Quest, vsak, ki hoče se malo povezati s sabo na ta indijanski način, lahko to naredi pri njih. Črna Gora, Slovenija, Ukrajina, v Maroku se menim za desert, survival, tako počasi gre v stvari naprej. Spremembe v letu 2021 imam napisan, recimo 2020, 2019. Korona ni prinesla samo, bom rekel, slabih stvari, prinesla je veliko dobrega, ampak zelo malo ljudi to vidi. Namreč vsaka stvar, na kateri nismo delali do zdaj, se moramo začeti zdaj znova ukvarjati. In ne moramo je več odrivati. Ja, bom to jutri naredil, bom to čez 1 leto. Zdaj je vse. In čisto vse. Karkoli niste podelali, ali niste bili ljubeči do sebe, ali niste bili ljubeči do soseda, do družine, ali ne znate z denarjem, ga znate zaslužiti, ga takoj zapravite, ali ga ne znate zaslužiti, vse imate to v faci. Z vsem se morate naenkrat spoprijeti. Ker tisti, ki so bili do sedaj nekako v vati, te vate ni več. Razen tisti, ki delajo za ta sistem, pa se jih zdaj zasipava z nekim helikopterskim denarjem, ki ni vreden nič. Denar je samo še fiat valuta, kar pomeni, da ni vezan na nobeno vrednostno kovino ali pa na noben fizičen vrednostni sistem, kar pomeni, da se lahko zraven dodaja nule na čeke, kakor hočete. In če kdo kaj ve, to pomeni, da smo že zdavnaj preko roba povratka v tej inflaciji. Zato se tudi dela COVID.
spremembe, ki so, spremeniti moramo sebe, energijo, svoje gledanje na svet, svoje vrednote, spremeniti razmerja med udeleženci v enem odnosu, pa je to jaz prijatelj, jaz šef, jaz država, se pravi kontrola, moč, vodenje, te stvari ne delajo več. To je samo še zmetlo, pa v smeti. 14 dni nazaj smo podpisovali, dajte poslati poslancem KPK 10. LMŠ je na veliko nazaj odgovarjal, ja, mi smo pa itak proti temu, pa vedno smo bili, pa bomo glasovali proti, pa še drugim bomo rekli. In sem dobil pa nek komentar, ja, si LMŠ je pa cool, ne. Te, ki so že 10, 15, 20 let pri koritu, ne, te prasci zavaleni, ne morem lepše reči, ne, ki niso v lifeu s prstom mignali, ki so se 20 let učili samo krast pa mastiti, te so sami za zmetlo vam spucati. Vsa ta garnitura, ki je zdaj samo za popucati, pri nas ni bilo ilustracije narejene, to je treba narediti. Zakaj to govorim? Ker to je tudi preživetje v mestu, ki je zelo vezano na preživetje v naravi. Skratka, spremeniti moramo svojo vibracijo. Kar bi prej Mihajl lepo rekel, moramo biti pozorni na to, kaj mislimo, kaj govorimo, kaj čutimo in tako naprej. In se predvsem opazovati. Okay. Zakaj je ta preživetje v naravi? Jaz sem se ogromno naučil od narave, bolj kot od kogarkoli drugega. Ampak predvsem sem se naučil to, da opazujem. Recimo od dreves sem se naučil, kako najdem gobe ali pa kako najdem užitne rastline. Jaz vprašam drevesa, pa dobim informacijo. Kako to naredim? Imam tukaj pač en slajd, človeški potencial. Od znanstvenih raziskav vemo, da uporabljamo 10-15% možganov oziroma kapacitete, nekateri 20%, ampak pa se pa počasi neha. Ne. Jaz govorim bolj o senzorjih, ki jih ima naš človeško telo, o čutih. Ne. Zdaj vsi delujejo v svetu, ki ga zaznavajo s 5 čuti. Potem pa to je ta vid, von, sluh, dotik, okus, oziroma von, okus, sta ena in ista. Okus je vezan na von, zato ker ste nahodni, potem tudi nimate okusa. Potem pa eni pravijo, ja, pa je pa še ženska intuicija, to je 6. čut, pa eni še rečejo, ja, pa telepatija, ker zanj me je pa prijatelj poklical, pa sem telefon prijel v roke, pa sem na njega pomislil, pa je pa telefon zazvonil, ne. Pa se pri 7 se pa neha, ne. Zdaj vprašanje, koliko pa mislite, da ima človeški organizem čutov, telo, tole fizično telo, ki mu rečemo fizično telo. Dajte malo razmisliti, pa mogar, ne vem, v chat napisati, koliko mislite, da jih imamo, ker jih nimamo pač samo 7. A je kakšen odgovor, ni? A bo tukaj kdo si upal reči? Razen moje žene. A ja, kaj je pod zadnji govor? Orientacija. Ok. 8, 10, koliko? Sočutje. Ok, sočutje ni, to ni občutek. Aha, ja, res je. Ja. Ok, gremo kar naprej. Jaz ne vem, če se jih sploh da vse opisati. O ja, se da, 366 jih imamo, en dan več. Ne, zdaj pa predstavljajte si, da ste zdaj pa uporabljate 5 čutov, oziroma jih znate, jih poznate, vaši jih pozna samo 5. Potem pa en da reče, jaz živim pa v 366. Koliko je to bolj barvit svet, koliko se to več dogaja. Jaz ponavadi... Jaz jih ponavadi ne omenjam, zaradi tega, kako začneš to, če te zanima, ne, življenje je tako, ker te nekaj zanima, imaš odgovore o sebi, začneš sebe spraševati. Lahko pa mečkaj namignem, zaradi tega, ker je bilo v temu že ful povedan, pa ful napisan, Greg Braden. Greg Braden, njega si preberite, eno knjigo sem jaz, žal, da nisem z neta potegnil. Govori, on je sicer takrat pisal o srcu, pa koliko je to najmočnejši elektromotor, da ni človek naredil fizičnega toliko močnega elektromotorja in kar je vse sposoben. Jaz bom povedal za par stvari, ki jih je on v tej knjigi napisal, ki si jih lahko preberete. Eno je remote viewing,
To je gledanje nadaljavo. On je spoznal eno gospo, staro gospo, že tam preko 70 let, ki je slepa, že cel življenje. No je NASA odkrila in jo uporablja za to, da preko nje pregledujejo razne satelite, Hubble, teleskope, če je kakšna okvara. Se pravi, preko nje se prek meditacije, prek nje predstavlja tja zraven in gre okrog satelita. Greg Braden je govoril, kako je preko nje opazoval, ko je Schumacher levi komet se takrat razbil, pa je padel na Jupiter. Je rekel, jaz sem bil tam par tisoč kilometrov stran in sem prek nje začutil uno energijo. Potem razni indijanci učijo, kako se gleda z rokam, z nogam. Jaz vam to lahko povem, ker pač hodim po noč brez baterije po gozdu, pa vem, kako se noge hitro naučijo stvari videti. Potem imaš pa, pač, če je remote viewing, imate še sluh nadaljavo, vid nadaljavo, okus nadaljavo in tako naprej. Potem je pa tudi več nivojev tega, pa razne aure, da vidiš, kad tretje oko odpreš in tako naprej. Ok, gremo naprej. In če veliko bivate v naravi, pa to ne tako, da greste samo na sprehod, pa pač sam reste, kako je lepo, pa kako lepo cvetijo rožice, ampak da ste res tam, da ste prisotni, da se povežete sami s sabo in da v bistvu, bom rekel, lahko rečemo temu, da poskušate meditirati. Prezenca oziroma prisotnost je ena od tehnik, ki se splača trenirati. To v bistvu pomeni, da samo opazujete. Da opazujete tudi lastne misli. Ne, da jih mislite, tisti en glasek oziroma glasovi, ki vam kričijo v glavi, pa da se enačite z njimi, ampak da jih samo opazujete. Preko te tehnike, če to vate 5 minut na dan, se vam bo vse ostalo odprlo. To povišeno zavedanje, pa senzitivnost, pa razvoj vseh teh 366 čutov vam v bistvu omogoča, da postanete pozorni na to, kaj se vam dogaja. In na to tudi, kar je v naravi, in potem, da se povežete tudi z naravo na način, da vam narava začne, rekel, neke skrivnosti svoje odkrivati, ki jih v bistvu niti ne skriva, sam če si predstavljate, da hočete poslušati mravlje, kako potihem hodijo, vi ste v bistvu en ogromen slon, ki samo divjače z gozd, se ne boste nobene mravlje slišali, se jih ne morete jih. Biti v trenutku, da ste kadarkoli v trenutku. Najlažje jaz to tako povem, ko si rečejo, jo, kako si lahko skozi v trenutku. Bodite pozorni na svoj dihanje, pa na srčen utrip. Če ga ne zaznavate več, niste v trenutku, ne. Dajte se, trening, to je konstanten trening, jaz sem to delal pač leta in leta, da sem prišel do tega, da lahko rečem, da sem kadarkoli, kjerkoli me lahko kamorkoli postaviš, pa se bom znajdel, pa mi bo glih tako v redu, kam je zdajle, ali pa doma, v posli ali pa v gozdu zvečer, ko grem spat. Pa da ste umirjeni. Če nismo umirjeni, smo raztreseni, smo v kaosu, nas je strah, smo jezni, takrat ne vidimo vseh opcij, ki nam jih ponuja realnost, tisti trenutek. Imamo samo neko paniko v glavi, račun moram plačati za elektriko, ki bojo odklopili, ampak račun štrom vam odklopi šele po enem mesecu, če ga ne plačate. Vi pa delate paniko zdajle. Pa samo gledate, kje bom dobil 100 evrov, ki jih nimam zdajle, ne? In točno to se vam pol zgodi. Nimate 100 evrov, zato ker pa ničarate, kje jih boste dobili, ker jih nimate. In ste skoncentrirani na to, da jih nimate, ne pa na to, kje jih boste zaslužili, ali pa najdeli, ali si pa sposodili. Tukaj so spet že 3 opcije. Ok, naprej. Naravna divja prehrana vam tukaj je napisan. Danes vsi kupujemo v supermarketih, jaz tudi kupujem v supermarketih. Pazim, kaj kupam, trudim se na to, da čim več kupujem pri lokalnemu kmetu. Ne tam pri enemu kmetu, ki je prišel iz ne vem kje, ampak čim bolj lokalno. Pa takemu kmetu, ki mu zaupam. Kako to vem? Vzel sem si čas, šel do vsakega osebno, tudi tam, ki predeluje, se pogovarjal z njim, kako predeluje, zakaj predeluje. Eni so ekološki kmetje, predelujejo samo zato, ker je ekološko
dražje lahko proda, nič drugega. Eni predelujejo to zaradi tega, ker jim je to način življenja, ker jim je to filozofija, ne zaradi certifikata. Pri takih jemljete. Hrana je čist drugega okusa. To je domač kruh prišel. Čaj idem. V gozdu si lahko sami naredite vrtiček. Bil sem pri Davidu, prijatelju v Tolminu, on ima na robu Soče, na bankini Soče, ima gozdni vrt. Noben tam ne hod, noben ga ne zanima, če kdo pride, pusti, večina jih sploh ne opaz. Malo lepo take korita narejena, iz kamenčkov, not posajene stvari in si prdela nekaj za sprot. Nepokošeni travniki, velik vir prehrane. Zdaj smo tudi v Ljubljani, se je nehali malo kositi, vsaj določeno zaradi čebel, super. Kar jejo čebele, lahko tudi mi. Stvari pa morate poznati, kjer so pa strupene, absolutno. Repeča zlatica na travnikih, tista rumena roža, še posebej, ne je pojesti. Jetra vam ne bojo hvaležna, notranje krvavitve tudi ne. Glive, ogromen gliv je, to so gobe, če kdo ne ve, oziroma gobe je ta spolna oblika nad zemljo, ki jo jemo. Čudovita bitja, imajo svoje kraljestvo v drevesu življenja na zemlji in so nam dosti podobna, zaradi tega, če imate glivično okužbo, jih je zelo težko z antibiotiki pa antimikotiki stran spraviti. Kar se pa tiče zime, 4-letni časi, spomlad, poletje, jesen, brez problema za preživeti v gozdu ob hrani. Veliko morate preparavati psiho, predvsem to joj, kaj pa če ne bom jedel mesa, pa ne bojo možgani se razvijali, pa bom izgubil mišice, pa ne bom močen, pa neki. Ne vem, jaz zdajle sem šel za pol leta v gradbeništvo, ker mi je pač pasal nekaj fizično delati. Rabil sem tudi nek konkreten finančni vir dohodkov, ker sem ene stvari postavljal. In ne vem, enkrat nisem jedel mesa v 6 mesecih. Jedel sem pol manj kot ostali, delal sem enako ali pa še več, no, bom rekel. Težke stvari prenašal, 50 kg gor, dol, brez problema. Da se, moraš se v glavi pripraviti tudi na to, no. Pa predvsem, bom rekel, izkušnja. Nič narobe, če jeste meso. Za zimo se treba pač pripraviti. Lešniki so tukaj, oreščki in tako naprej. Kako se na to najbolj pripraviti? Jaz sem zato naredil šolo preživetja, da ljudem pokažem. Da imajo eno, bom rekel, prvo izkušnjo z divjino, z našimi gozdovi, soteskami, travniki in tako naprej. Zakaj divjina? Zakaj se vse stvari učim v divjini? Tudi poslovneže, tudi ljudi, ki imajo podjetja, ki imajo več kot 2000 zaposlenih. Zato, ker v divjini se ne moreš skriti pred drugimi. V divjini se ne moreš skriti pred samim sabo, tam maske padajo, maske se razbijajo, ostaneš gol pa bos pred samim sabo in s tem se moraš soočati in to veliko ljudi boli. Veliko ljudi boli. Spomnim se enega mulca, mislim, da je bil 19 let star, je rekel, ja, ta preživetje v naravi pa to, a to moram jaz s tabo, ne? Pa sem jaz rekel, ne, jaz ti preživetje v naravi naredim v tvoji dnevni sobi. V 2 urah boš umrl. Ne? Zato, ker si psihično šibek. Karkoli ti bom jaz vzel, da bom jaz tisk, ki ti bo naredil pritisk. Ti sam si ga boš naredil. In se boš zaradi tega energijsko izčrpal. Ker boš sam proti sebi deloval s pomočjo uma. Gotovo sem, da če si v divjini, to nudi najmočnejši transformacijski pritisk, da samega sebe spremeniš, imaš najboljšo možnost, tako da se zdajle odločiš, rečeš, ok, ugasnem Zoom in grem v hosto in bom tam prespal in bom jutri zvečer prišel domov, brez vsega. To je najboljš, kar se vam lahko zgodi. Dobro se oblečite, to je to, tudi če ste po koncu celo noč. To vam bo izkušnja, ogromno se boste vse naučili. Videli boste, da je marsikaj brez veze, da je bullshit,
da marsikdo buče prodaja, vi jih pa veselo valite v uno smer, ki jih on. Naravne energije, ki so predvsem v Sloveniji, ki je energijsko blazno močna, to so vedeli naši predniki staroselci. Zato so imeli svetišča, naravna svetišča po celi državi, oziroma po celem prostoru, takrat države Slovenije še ni bilo. In naravne energije nas potiskajo v to spremembo in nas tudi budrijo in nas podpirajo pri tej spremembi. Spremembi, da opuščamo stare vzorce, tako mentalne, čustvene, duhovne, fizične, vse to se prečiščuje. In ta vibracijska sprememba, ki nastane vključno skoraj samo zaradi vode, ki je v naših telesih. Okay? Tu gremo lahko naprej. Vibracijska sprememba, pa vpliv na nas, kako se zadeva spreminja. Pogooglajte si, na YouTubeu imate ogromno lepih videov, Masaru Emoto. On ima 2 doktorata, oziroma pokojni gospod, pred nekaj leti, 2 doktorata, doktor znanosti. On je to, kar je odkril na vodi, poimenoval Hado efekt, oziroma najmanjša enota, merljiva enota zavesti, spravi ena misel. Kako ena misel vpliva na kozarec vode in kako se voda noter spremeni, kako se molekule med sabo povežejo v neko strukturo in kako ta struktura, ko mi ta kozarec popijemo, vpliva na vso našo vodo, ki je v telesu. Voda je naraven superfluidni spomin, spravi, karkoli se okrog nje dogaja ali pa karkoli v vodo vržete, se bo ona na to prilagodila, bo se odzvala. Masaru Emoto je to proučeval tako, da je različno glasbo dal, oziroma izpostavil kozarce vode, čiste vode na določeno glasbo, potem so se ljudje lepo pogovarjali s kozarcem, grdo pogovarjali s kozarcem, on je kapljico vode iz tega kozarca zamrznil in je gledal, kakšno strukturo imajo kristali. To si lahko pogledate na YouTubeu. Naše telo je pa iz 75% vode in vsaka naša misel, vsaka naša beseda, vsako naše čustvo, vso to vodo informira. Zato, če greste na kakšen zelo močen izvir, ki ga je zdravilni izvir, rečejo, ki jih je v Sloveniji ogromno in pijete tisto vodo, se čutite, wow, se pa boljš počutim, pa nisem več toliko težek, pa tukaj me je nehalo malo boleti, pa sem bolj sproščen, pa poln sem energije, pa nekaj mi je toplo ratalo. To je to, vaša voda v telesu se je informirala. Če pa misli besede vplivajo na našo vodo, vplivajo pa tudi druga valovanja, ker načeloma vse je vibracija. In v mestu, jaz verjamem, da je najbolj toksično okolje za človeka, kjer je toksično v bistvu čisto vse. Zrak, hrana, ki je zastrupljena, voda, hrup, čustven spekter drugih ljudi, ki so preveč zraven natlačeni, vsi skozi jezni, vsi delajo proti sebi. Elektromagnetna valovanja, wireless, jaz tako, kako jaz to vem, ker te razlike zaznavam. Jaz približno že 5 let, približno polovico leta živim v tujini, spim v zuni tudi, vse 4 letne čase. Tudi po več kot en teden. Dejan, lahko ugasneš mikrofon? Dejan, prosim, če ugasneš mikrofon. Hvala lepa, da motiš. In ko se vrnem v mesto, začutim, v bistvu tak občutek je, da se vrneš v mikrovalovko nazaj. Mogoče bi lahko rekel lepota, ampak tudi velika slabost naših možganov je, da se vsega navadimo. Zaradi tega vsak, bom rekel, heroinski odvisnik rab skozi več. Zaradi tega, ker je ta čutni prag, da doseže tisto vzburjenje ali pa pomiritev vedno višji, vedno večja doza. In če ste skozi navajeni živeti v okolju, ker je skozi neka agresija, počasi rabite vedno več agresije. Če ste pa pač nekje v gozdu, tam je pa mir, tam pa noben noče nič od vas.
Ampak zato ni zadost, da ste tam 4 ure na sprehodu, ne, ali pa greste v hribe. Ne. Zato morate biti del časa v naravi. Ok, naprej. Ok, in po letu 23 verjetno, no, jaz verjamem, da bomo že prej stvari zrihtali, oziroma se bojo postavile, pa skristalizirale, saj za določen del nas, bo velika potreba po, to zato rečem, ker ogromno ljudi je zdaj izgubilo službe. Ne vejo, kaj bi, ali pa čutijo, da to, kar delajo, ni več to, da tega ne bi več počeli, ker vidijo zgrešenost, ali pa bom rekel, hočejo nekaj dobrega narediti, no, ker do zdaj niso, ne, oziroma čutijo, da niso. Ne. Veliko se bo rabilo socialnih inženirjev, poslovnih inženirjev, ki bodo vse te poslovne skupnostne procese razmišljali, jih probali uvesti. Mentori za razvoj človeškega potenciala, potem razni razvijalci, ne samo inteligenčnega kvocienta, tega imamo že preveč, ne? Ampak zdaj se bo treba začeti ukvarjati s čustvenim, s duhovnim kvocientom, to razvijati, na to spominjati ljudi, jih učiti prek nekih vaj. Sočutje bo potrebno razvijati, pa graditi na njemu. Ogromno nekih kreativcev bo potrebno zaradi tega, da bomo zadevo postavili na nov, skucali to, kar smo do zdaj svinjali toliko stoletij, ne, od industrijske revolucije naprej, pa še prej. No. Okay. Zato pač jaz imam kar nekaj programov, večina na spletni strani ne vidite, od raznih detoksov oziroma razstrupljevalnih programov, vikendov, tako za digitalno, čustveno, fizičen detoks proti izgorelosti, razne vdihe, kreativne delavnice, plemenski dogodki, da se povežete z neko skupino oziroma dobite en občutek pripadnosti, tako kot je bilo včasih, tabori, vikend tečaji, spanje na prostem, jaz to toplo priporočam. Jaz tukaj v Ljubljani zelo veliko zunaj spim, hvala Bogu, da imam tako ženo, ki to podpira. Ok, kar še naprej. Ja, blackravensolutions.com, to ste videli že v napovedniku. Drugač pa poslal sem zraven en video, oprema za 365 dni v divjini. To je oprema, ki jo imam jaz v takem majhnem ruzaku, ki jo predstavim v 20-minutnem videu in jaz vam to skozi spakiram. Ne zaradi tega, ker sem nek prepper, ampak zaradi tega, ker grem 3-4 na teden v hosto, pa tam tudi prespim. Drugač pa to je to, kar rabite za preživetje v naravi. Ne, samo to. En nož, nič drugega. Pa to, kar imate oblečen. Ne, ker ko imaš znanje, ne rabiš veliko. Pol vse ostalo je neka komoditeta, da ne rabiš toliko pa toliko časa porabiti, da si narediš zavetišče, ali pa da ne rabiš toliko pa toliko časa narediti, da si nalog zakuraš ogenj, ampak da imaš neko kresilo ali pa vžigalnik, pa to lahko na hitrico narediš, zaradi tega, da se lahko posvetiš recimo točno tisti stvari, kar si prišel v gozd delati. Recimo, jaz bom en teden raziskoval pa iskal gobe različne, pa to, pa se učil prek spleta, kjere so, ali pa bom tam prijateljco poklical, ki je determinatorka, pa bo šla skupaj in bo ona rekla, lej, te bom naučila 10 gob, ki so strupene, pa 10 gob, ki so zelo užitne, pa 10 gob, ki so pogojno užitne, ki jih lahko pripravaš, in to je to. Ja, tako da v tem videu, ki ga imate, prek tega pridete tudi do mojega YouTube kanala, pa si pogledate tiste videe, ki so fajn. Jaz sem zdaj potrudil, da bom v roku 2 mesecev zmontiral še kaj novega, ker imam več kot 30 GB nezmontiranega materiala. In če je mogoče kdo, ki se s tem ukvarja polprofesionalno ali pa profesionalno, pač naprošam, da me kontaktira, ker bom pač rabil pomoč, ker imam toliko drugih stvari, da se ne morem sam s tem ukvarjati. Ok, zdaj pa na koncu, še naprej. Zdaj pa za na koncu bi mogoče še ena taka ja, ok, zdaj pa še ena taka tehnika sproščanja, ki jo bomo zdaj naredili, ki je čisto preprosta,
pa vas v bistvu sprosti, če ste jezni, samo da se ustavite, pa se na to spomnite. Ali pa ste v kakšnem čustvu močnem, pa bi ga radi sprostili, ali pa ste čist sred šihta, pa vas skrbi, ker imate en sestanek, ali pa se morate stranko dobiti, pa ne veste, da ste dosti dobro pripravljeni. Ena čist simpel tehnika je, ki je iz teh raznih vzhodnjaških metod, pa dosti jih opisuje, deluje pa po principu sproščene energije prek meridianov. Skratka, bomo pritisnili na 2 točki, pa dihali bomo na poseben način čez nos pa čez usta. Udoben se nameste, glejte, boste pa bolj to zaznali, če boste še zaprli oči, ampak najprej me glejte, se pravi, tako naredite kot 2 pištolci. Okay. Potem date palce, date skupaj in zdaj tale 2 prsta pritisnete sem na gor na čelo. Okay, vsi vidite. In samo tako le držite, in samo bodite pozorni, kaj se vam v telesu dogaja. In da ta efekt še ojačate, bomo naredili transformacijski dih. S tem dihom, če tako dihnete, pa izdihnete 3-krat do 5-krat, se čisto resetirate. Bom rekel, vsako čustvo, ki ga imate, ga izdihate dobesedno ven iz sebe, ki ga transformirate nazaj v tisto prvotno stanje energije, preden je zadeva prišla v vas. To pa naredite tako, da globoko vdihnete skozi nos in počasi izdihnete skozi usta. In vdihnete skozi nos in izdihnete skozi usta. In vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta. Zdaj pa, so mi rekli, naj povem še nekaj. Zdaj pa, da vam bom dokazal, da ta stvar deluje, lahko še vedno držite, lahko spustite, da ta dih res deluje. Ne? Bom nekaj naredil, ker ne delam dostikrat, sploh ne takrat, kadar ljudi ne obvestim prej o tem, da bom to naredil. Ne? A bom zdaj naredil tako, tako se že diverzantsko. Zdaj le kličem v sebe, v svoj telo, vse energije tega planeta, vso vojno, vse bolezni, ves COVID, naj pride sem. Ok? Vse raka, AIDS, ok? Vse kličem sem. A ste vi tukaj začutili, da je ta soba zdaj kar nekaj ratala težka? Pa tako električna. Ne? To ni ta energija, to je vaš strah na vse to, kar sem zdaj povedal. Zdaj pa vdihnite čez nos. Vdihnite čez nos. Pa izdihnite čez usta. Pa še enkrat. Vdihnite čez nos. Kaj se zdaj naredil v sobi? Kaj zaznavate? Razpihali so čuti probleme. Ok, kaj še? A kdo čuti, da se je ful umiril? Ok, kaj ste naredili? Sami ste to naredili. Toliko smo močni. Ok, karkoli je na tej zemlji, okrog te zemlje, s tem dihom znivelirate, znormalizirate, izničite. Okay? Zato se vam ni treba nič bati. Če vas je strah, se ozrite navznoter, pa se vprašajte zakaj. Kaj ta stvar govori o meni? Kaj COVID govori o meni? Kaj nekdo, ki je prišel pa se drl name, kaj to pove meni o meni samu? To je to. Tako da, hvala lepa za pozornost. Ja, nič. Moje kontakte imate, prijavite se na mailing listu, 1 do 2 na mesec dam ven nove tečaje. Tistega, ki zanima, se vidimo v hosti, za ostale pa se bomo še kaj videli na kakšnem predavanju. Hvala, čau. Hvala, Miha. Iskrena hvala, tole je bilo navdihujoče in hkrati zaskrbljujoče. Navdihujoče za vse nas, kaj znaš, in zaskrbljujoče, česa vse mi ne znamo, ki nismo toliko povezani z naravo. Torej, jaz se spominjam, meni si prebudil en kup občutkov,
ker sem živel pri dedku in babici tam do 14 leta, se spomnim na poljih, ko smo kosili, ko smo krave pasali, ko je bilo treba podojiti, ko je bilo treba hlev počistiti, ko je bilo treba babici pri kopanju vrta pomagati, ko je bilo treba slive obrati, grozdje obrati, ko je bilo treba žito pospraviti, potem kope delati iz pokošene trave, ki se je posušila. Potem, kako so sosedje reagirali, en je imel konja, en je imel traktor, en je imel, mislim, ta medsebojna pomoč, ne? In to dihanje z naravo. Predvsem dihanje z naravo in 4-letnimi časi. In to, kar je mene babica naučila, rekla, jutri bo pa dež, veš, kako pa ti to veš, saj niso po radiju še nič povedali. Je rekla, to jaz se njim povem naprej. In me je naučila, je rekla, pogledam zvečer v luno in vem, kakšno bo vreme jutri, naslednji teden pa tudi naprej. Tako da to, kar si ti danes povedal, za časi, ki prihajajo, veste, nas meljajo neopazno, počasi, step by step. Tem ljudem se nikamor ne mudi, saj smo šele 2021, agenda je pa do 2030. Dajte se zavedati, da vsaka stvar, ki je premišljena v počasnih korakih, neopaznih. Tako kot je na začetku te agende zelo dobro eno besedilo rekla, počasi nas kuhajo. Ko bo voda prevroča, ne moreš, je prepozno. Glejte, zdaj smo v 2021, 9 let še imamo, kuhajo nas intenzivno, vendar še vse en je, za moj občutek, voda tam na 35 stopinj, mi se še vedno lahko rešimo. Še ni tako daleč, če jih nam hočejo prikazati, da je že konc sveta, da je že vsega konc, pa da zdaj ne vem kaj. Ni res. Opogumljam vas, da se ozrete vase, da se resetirate, tako kot smo se sedaj resetirali, in da začutite to energijo. Ko govorimo o energiji, zelo nerad govorim o tem, ker je to preširok pojem, pa vendar, bom rekel, smo začutili drugega tukaj noter, mogoče je to boljša beseda, v pogledih, v bitju srca, ker se je umirilo stanje. In Miha, za to izkušnjo iskrena hvala in mislim, da se ti v društvu priporočamo, če boš še kdaj si tlele nas kakšno lekcijo predstavo in nam kaj povedal.